Haleluja, pozdravljeni v čudovitem torkovem dnevu. In govorimo o preučevanju Božje besede. In danes bi rad govoril o tem, da Božja beseda razsvetljuje vsakega človeka. In veliko ljudi išče razsvetljenje, iluminacijo, nekaj, da se jim zgodi, da bojo dobili posebno razodetje. In kje ga najdeš? Kdo je posebno razodetje? Kje se to dobi? En od načinov je, da preučuješ Božjo besedo. Mi vemo, da je Jezus pot, življenje in resnica. On je skrivnost razodetja, Kristus v nas, upanje slave. Ampak če hočeš imeti razsvetljeno življenje, preživlji čas v Božji besedi. V Psalmu 119, 105 najdemo ta odlomek, kjer pravi: tvoja beseda je svetilka na moji poti. Razsvetljenje oziroma luč na mojih poteh. Se pravi, to je iluminacija z drugo besedo. Nekaj, ki ti razsvetljuje obzorje, razsvetljuje tvoje življenje in več ne hodiš v temi. In to je največ, kar se ti lahko zgodi, je, da greš ven iz teme v luč. Ko sem jaz sprejel, sem se počutil kot majhen otrok, ki je prišel ven iz teme v Božjo luč. In v 1. Korinčanom 2, dajmo si pogledati, kako lahko sploh razumemo, kaj nam je Bog dal, kako Božja beseda je ta duhovna substanca, ki sprosti v nas razodetje, ki pride po svetem duhu, ki Božja beseda v sebi nosi svetega duha. Ker je vse rekel, moje besede so duh in življenje. In poglej zdaj, kaj ta sveti duh naredi v tvojem življenju. V 1. Korinčanom 2:11 prav: kdo izmed ljudi pa ve, kaj je v človeku? Mar tega ne ve le človekov duh, ki je v njem. Tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji duh. Mi nismo prejeli duha sveta, temveč duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril. Se pravi, ti sploh ne moreš spoznati, kaj ti je Bog milostno podaril, razen po njegovem duhu. In potem 13. vrstica, to tudi govorimo, pa ne z besedami, kakršna uči človeška modrost, ampak z besedami, kakršne uči duh. Tako da duhovne stvari presojamo z duhovnimi. Se pravi, naravno, meseno, logično znanje ti ne bo dal Božje modrosti, rabaš duhovno znanje. In kje dobiš duhovno znanje? V Božji besedi, navdihnjeni po svetem duhu. In potem se realizira to, kar je pisano v 9. vrstici iz poglavja: česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. In zdaj ljudje prav vidiš, še ne moramo sploh spoznati, kaj nam je Bog pripravil. Ne, poglej 10. vrstico, to nam je Bog razodel po duhu. Se pravi, v tvojem življenju danes naj deluje sveti duhi. Gospod, mi ti zahvaljujemo, da tvoj duh deluje zdaj v našem duhu, po tvoji besedi. Molim, ko preučujemo, ko se zakopljamo v tvojo besedo, da se tvoj duh manifestira v nas, da nam govoriš, iluminiraš našo pot, da hodimo ne v temi, ampak v tvoji luči. Amen.